Nikoli pa po končani ali pa tudi potem nisem pa pomislil, da se tega ne bi šel več. Tiskaj v spremstvu moraš pač 100% zaupati, ne. Oni morajo pa vedeti, oziroma to jim pa mora biti tudi jasen, da ni odstopa, ne. Nikoli nisem imel nekih tekaških treningov ali pa planov ali pa ne vem kaj. Pač laufal sem toliko, ko mi je čas dopuščal. Ja, jaz sem prepričan, da tisti, ki v bistvu 100 kilometrov preteče, gre brez problema na 100 milj. Zmeraj, ko prideš do spremstva, koliko imamo fore, ne. Ok, 1 uro, super, gremo naprej. Koliko imamo fore? 40 minut. Fak, no evo, že spet. Sem rekel, en hot dog, ne. Prav, ne vem koliko, 6 evrov, ali ne. Jaz preznarja, ne. Sem rekel, ne me hecati, stari, daj mi ta hot dog, ki ti ga bom ukradel. Spoštovana publika, spoštovane dame in gospodje, kam gremo danes? V Ribenco, seveda. Ja, v center Slovenije pred pretekli vikend, kjer pa smo pogrešali enega od glavnih organizatorjev, ki je danes z mano. Boštjan Šenlip, živjo! Živjo, Marko. Sej si v Ribenci zdajle, a ne? Trenutno, ja. Ti si človek mnogih poti, težko te je dobiti. Pogrešali smo te na Ribenca trailu, katerega praktično začetnik in organizator si. Ja, tako je nanesel, da pač se datumi včasih tudi poklopijo in potem se moraš odločiti med prioritetami, ne. Tako da letos je bilo tako, da v bistvu je prevagala pol odločitev, da grem malo v tujino. Itak je pa ekipa, ki organizira Ribenco trail, toliko uigrana oziroma smo že toliko izvedb dali čez, da ni bilo dvoma, da bo prireditev uspela. Ker si se lahko prepričal na lastne oči, verjetno, ne. Bil sem, ja, cel prireditveni dan zraven, vse sem motril, tekače, prostovoljce in vse ostale službe perfektno izpeljane, kapo dol. Zdaj, a te ki skrbi, Boštjan, da je rekel, da drug let, Boštjan, ti pet kar na dopust, bomo že brez tebe zrihtali. V bistvu nam nič užaljen, če sem čisto iskren. Se bi ti pasal, a ne? Bi ti pasal kakšen vikend prej. Na dopust je. Na dopust, ne pa. Že spet, ne vem kva, ja. Ja, zdaj, recimo da, a ne, je bil razlog, zaradi katerega si manjkal na domači svoji dirki, pač kar tehten. Bil si na olimpijskih igrah ultra trailašev, bil si na UTMB-ju, je tako? Tako je, ja. Joj, kako je bilo tam gor v švicarskih Alpah? Ja, super je bilo v bistvu. Če zdaj malo, ko se te misli že sestavljajo skupaj, je bilo res vrhunsko, no. Doživetje kot dogodek, sama organizacija, se pravi, da se da marsikaj naučiti tudi od drugih pol. Pa enostavno energija, ki je tam prisotna vseh teh 5 dni, ki smo bili, je neverjetna. Vsi živijo za ta dogodek, no res. Je pa predvsem zelo komercialno naravnan, to je pa tudi druga resnica. Ampak sama tekma meni je bila res, jaz sem že prej nekako te traile jemljem kot čisto uživancijo in tudi ta je bil čisto v tem stilu, no, od začetka do konca. Vrhunsko. Vreme vam je lepo služilo, baje, niste imeli nekih večjih neprilik, je tako? Mislim, da je boljš vreme že težko trofati, no. Nismo imeli idealen, za mene je bil idealen, no. Mogoče je celo majčkeno vroče bilo čez dan, drug dan, ampak še zmeraj boljš, ke ne vem, ke so imeli štart, ne vem, katere preizkušnje v ponedeljek, ke je snežilo pa deževalo, imam raje to, da malo švicam, pa raje kaj pol popijem več, pa se to kompenzira, veš. Tako da vreme je bil res vrhunsko, no. Vseeno. Kdaj pa si UTMB to, ampak UTMB je zdaj bistveno več, kot je bil v štartu, zdaj je ta klasična razvpita 100 milka, pač sicer center dogajanja, ampak začne se že en teden prej, dela, konča se še kakšen teden kasneje, tam je cel kup enih destinacij, enih razdalj. Kdaj si UTMB obkrožil kot svojo
dirko na bucket listi? Obkrožil, ne vem, jaz strele sem zmeraj rad laufal, no, oziroma so mi bili blizu. Pol pa v bistvu, glede na to, da je to ena masa ljudi, ki se prijavi na ta UTMB v Franciji, niti nisem računal, da bom se nekako vrstil, oziroma bil izžreban. No. In lansko leto sem šel imel sem eno neporavnano izkušnjo iz mojih začetkov tekaških, ker sem šel na 100 mil Istre in sem odstopil in sem rekel, to kljubico moram še narediti, tam mi še manjka. S tem, ko sem to kljubico naredil, sem dobil tiste 4 kamne, ki so pogoj, da se sploh prijavaš, in sem se prijavil tako, pač brez pričakovanj, no, bom rekel. Tako da v prvem krogu itak nisem bil izbran in sem tudi črto naredil čez vse skupaj. Pol je pa letos bila ta 20. obletnica dogodka in so, ne vem, v februarju dodatno razpisali še 200 mest za lucky loserje in tam sem bil pa izbran. Pa ni bilo več vprašanja. Ne. Pa nas pustiš te priložnosti, ki je enostavno. Se pravi, povpraševanje po tej dirki izjemno. Ne. Tebi se je to tudi že kdaj zgodilo, ne, da si bil na kakšni čakalni vrsti, pa si prišel na kakšno dirko? V bistvu se mi cel življenje že to dogaja. Zato si pa, evo, tako zanimiv sogovornik, boš povedal več o tem. Joj, Boštjan, super, sem tole začela. Zdaj bom samo povedal 3 besede o tebi, za tiste, ki te morda res ne poznajo še. Pa verjamem, da si kar zdaj že znano ime, si nekaj posebenega v tem tekaškem svetu. Ne samo, da si dolgoletni Ribničan, sicer gorenjskih korenin, s strastjo in obsedenostjo, ki se reče ultramaratoni. Ja, nisi izbirčen pri njih, saj te lahko srečamo tako na Špartatlonu, kot že na omenjenem UTMB-ju, pa na 12-14 urnih tekih, trailih ni, da ni. Na Ribnica trailu, katerega soorganizator si s svojim klubom Ponosni posamezniki, smo te tudi srečevali prva 4 leta. Državni reprezentant v teku na 100 km si bil, sicer pa v življenju počneš zanimive stvari, si gostilničar, somelje. Ja, v teku si se jaz našel po naključju, si pa na vsak način eden najbolj vsestranskih ultrašov pri nas v Sloveniji in vendarle še nisi naredil vseh kljukic na svoji listi. Najprej vsestranskost, Boštjan, ni ravno navada, recimo, tekača, ki gre na Špartatlon, da ga recimo čez 3 mesece ali pa 6 mesecev vidiš, pa ni 100 milki po hribih. Ali pač, no, ti jih poznaš veliko več kot jaz. Ja, ne vem, jaz se nisem nikoli omejeval s tem, kjer tek bi preferiral, ali pa vsak obdobje sem nekaj počel. Zdaj, začel sem jaz itak bolj z temi traili, kot pa s cestnimi, no. Mene je v cesto čisto po naključju zanesel, ne. Ampak že spet zaradi tega, ker enostavno ne moreš, nikoli ne pričakujem nečesa vnaprej, se samo zgodi, pač delam tisto, kar me veseli, oziroma tisto, kar mi paše. No. Nikoli ne delam nekaj, ali pa tečem ne zaradi tega, da bi imel, ne vem, da bi si prej postavil neke nemogoče cilje, oziroma da bi imel prevelika pričakovanja. Ne. Jaz sem dosti pozno začel laufati in bi bilo nerealno si rezultate predstavljati kot tisto temeljno vodilo, zaradi česar tečem. Ne. Mi pa pašejo eni in drugi, ali je to cesta ali pa trail. In tudi na koncu koncev zdaj ugotavljam, da v bistvu najboljša kombinacija je neka kombinacija obeh. Sploh za ultra, tako kot za traile. To je moje osebno mnenje. No. Ker enostavno samo neko stvar drgant, ti potem nekaj drugega sfali. Tukaj pa vsak ti nekaj doda, po moje osebne oceni. Ja, mislim, da si eden tistih, po katerega sledeh bojo šli še marsikateri ultraši. Zdaj zapažam marsikaterega cestarja, ki se je sicer malo plaho, ampak
kar zares že loteva trailov in obratno, ja, vidiš mrskašnega trailaša na državnem prvenstvu na 100, ja, na ravnini, ja, tako da, ja, ti pa si bil tisti, ki je to počenjal že, ne vem, 10 let nazaj skoraj. Kako, Boštjan, pa že čist nazaj, si sploh prostal v teku, Bog pomagi, ne? Ja, ali pa deva drugače reči, ne? Kako je Gorenc prostal v Ribenci? No, to je zdaj, moramo imeti pa ene par ur časa, da bo vse tole obdelala. V glavnem v Ribanci sem pristal čisto po naključju. Ne. Pač mlad, 25 let star, polhan idej, kaj bi v življenju počel, sem imel neki izziv, da bi se začel ukvarjati z gostinstvom. Ljubljana je bila enostavno predraga zame, ker sem bil brez denarja, oziroma je bila Ribanca takrat med najbolj nerazvitimi deli Slovenije, ker je pač razpad Jugoslavije, razpad Rika, vse to je povzročil, da je pač standard bil zelo nizek, ampak ko si mlad, ne gledaš teh realnih pokazateljev, ampak greš včasih tudi z glavo čez zid, pa mi nikoli niti ni bilo žal, no, ker mislim, da sem jaz v Ribanci pristal, je ena izmed najboljših stvari, ki se mi je v življenju zgodila. No. Ker enostavno je velika dodana vrednost in v osebnem življenju in kvaliteti življenja danes, če gledam in vse, kar nam ponuja ta naša Ribanca, no, prelepa. Tako da to je bila ena stvar, seveda, ker sem v Ribanco prišel, sem tudi tukaj neko družbo dobival oziroma spoznaval ljudi, ker jaz moram reči, da sem bil takrat prvič v Ribanci, ne, prej nikoli v življenju. No in pol nekako se probaš v to vklopiti, najdeti neke kolege, prijatelje, ali karkoli že temu rečemo. In s tem se je tudi to začelo, da smo v bistvu se družili, tudi športom ukvarjali, rekreativno, s kakšnim kolesarjenjem, kaj takega. S tekom nikoli. Tek je bil zame zmeraj najbolj dolgočasen šport in zmeraj sem večkrat že rekel, da v bistvu s tem se pa nam nikoli ukvarjal. Pol je bilo pa 10-11 let nazaj, ja, mislim, da ta prelomen trenutek, ko je bil Ljubljanski maraton, se mi zdi na vrhuncu popularnosti, oziroma mislim, da vsak, ki je kakorkoli tekel, je šel v Ljubljano. To je, ja. Ja. No in tako sem tudi jaz šel za Zastavo. Z Zastavo sem šel odlaufati maraton, pol se je pa začel. A je bilo to tisto leto, ne, ko je bilo precej sneženo jutro, ja, in je pol Štajerske ostalo doma, potem je sneg odlezel, mraz je bilo še vsem, kar za nohtace, ampak zanimiva izkušnja, ja, ti si ga odtekel kar tako, malo treninga si vendar je dal to ali dost na suho? Če bi zdaj gledal to proti vsem pravilom, no, jaz mislim, da sem takrat pretekel vse skupaj do maratona 100 kilometrov, 150. Brez nekih priprav, treningov. Veliko sem eksperimentiral, ne, saj ti se verjetno ne spomniš, ampak te začetki so bili taki, da prve mi je prišla v roko knjiga Rojeni za tek, ne. In sem prve to prebral, ne. Potem sem že vse vedel, ne, in sem mislil, kje hudiča bom jaz te superge dobil za bosonogi tek, ne. In sem pač neko trgovino v bazenu na Krajinu zvohal, kamor sem se odpravil po te copate, ne. In sem pol leta, takrat vem, da mislim, da gospod Marko je bil tam v trgovini slučajno, sicer se nisva poznala, je še svetoval mi, ne, je rekel, lej, pa če si res začetnik, ne prehiter s tem, ne, ker ni dobro, ker nisi navajen, telo ni navajen, kite, to niso navajene. Ampak sem jaz rekel, ja, ok, dobro, to bomo že mi zrihtali. Tako da sem 3 mesece se ukvarjal s tem bosonogim tekom, ampak zmeraj se mi je nekaj zgodilo, ne, mi tam kakšna kita počla, ne vem kva, skozi sem pol dan prišepal in sem rekel, da zdaj boljš, da neham s tem, če mi je maraton odlaufati, moram saj to sanirati. Tako da pol sem kar na navadnih copatih pristal in še zmeraj vztrajam na navadnih, no. Se pravi, bosonošca se po tistem pol nisi več šel, si rekel. Mah, Rojeni za tek, se je fajn knjiga. Prehiter sem mogoče začel s tem, no.
No, ampak poskusil si, to mi všeč. To pa ja. Zdaj brskam po spominu, s kako eksotičnih krajev so takrat hodili v najno trgovino, ja, in vidim, da tudi z Ribnice zelo lepo, ja. Ja. Če bi škoda, ker nisem imel zemljevida tam, da bi noter zabadal, ja, tiste bucke, ja, pa bi se potem spominjal na stara leta. Boštjan je odtekel potem, no, evo, zdaj si me malo pobožal, pa spomine so obujala, da so se srečala v bistvu že dolga leta nazaj. Ja, na mojih začetkih. Počaščen sem, ja, sem ti prodal copate, ki jih potem nisi izbral, ne, ampak si raje zamenjal za boljše in si postal potem tekač. Jaz sem ta bosonoge za te copate, ne vem, kaj so bile, barofutke ali kaj so bile. Ali je bil barefoot, ali je bil barefoot je bil. Tako. To sem imel pol kle za hoditi po Svetjani, pa to sem skozi, sem hodil veliko z njimi, no, tekel pa res, da pol nisem, ker enostavno sem tudi preveč te dolžine začel delati in niso bili več. No. Nisem se upal niti raziskovati še to področje, no, ker že tako sem same neumnosti počel. Človeka bi res, jaz sem bil tu človek, ki je kot mulc šel na svojo prvo tekmo, ki se je reklo kar maraton, ne, pa so mi komaj spustili, pa sem jo tekel in sem jo potem pač zavedno pečen. Ti si šel za stavo to teč, ne boš rekel, da naslednji dan ali pa čez 2 dni nisi bil tako muskelfibras, da si rekel, tega se pa ne gre več. Ja, to, da sem imel muskelfiber, to definitivno drži, ne. Ampak po vseh teh mojih dogodivščanih, začetnih, ker sem res mogoče predvsem lahkomiselno šel na kakšno preizkušnjo, ne. Nikoli pa po končani ali pa tudi potem nisem pa pomislil, da se tega ne bi šel več. Mene je že bolelo, samo tista bolečina ali pa muskelfiber mine, volje do tega pa nikoli nisem izgubil, ne. Ker jaz sem kar nekaj ljudi poznal, ki so šli na maraton, so ga odtekli, pa so rekli, to pa v življenju nikoli več, ne. Meni do tega se še ni zgodilo, no, in dvomim, da se tudi bo, no, ker je preveč uživanja v tem teku, da bi se mi lahko zameril. Tekel si kar nekaj maratonov, vsega ostalega, ampak vseeno malo preskočiva, pa če že praviš, da ti tek se ti je zavlekel pod kožo, pa še kam drugam. Uživaš, praviš, tudi na maratonih, ultramaratonih, lahko uživaš v tisti, bom rekel, včasih kar več ur trajajoči bolečini. Ja, odvisen, različne faze imaš. Čistko, no, ne vem, jaz za to, kako drugi doživljajo, bi težko rekel, ampak jaz vem, da v bistvu v določenem momentu, kljub vsem bolečinam, pa kljub vsem naporom, pa kljub vsemu temu, kar se ti dogaja, prideš v eno fazo, kjer tega ni več. In to je tisto, kar mene v bistvu tudi vleče, ne. In zato jaz grem na neke jaz po pravici povem, imam največ težav do 70 kilometra, ne. Ker do takrat sam razmišljam, a me kaj boli, a me ne boli, a sem že šel na WC, a še nisem šel, a bom pil ali ne pil. Pol je tega čim manj, skozi manj, ne. In daljša, ker razdalja, skozi manj se sam s sabo ukvarjaš, ampak samo greš, ne. Pa s temi problemi, ki misliš, da jih imaš, pa jih niti nimaš, ne, konec koncev. In zato je, ne vem, zato je to je zame, ne vem, največje zadovoljstvo je, ker ne vem, meni se to zdaj mogoče zgodilo 2-krat, 3-krat, ke po 20-22 urah enostavno si toliko zadovoljen, ne vem, da ali poješ, ali ne vem, karkoli, kar dogaja se ti, no, nekaj. In to je tisto, ke pol na koncu rečeš, glej, to je to. Zanimivo, no, nekateri imajo za to meditacijo maraton vrh glave, nekateri stotke delajo. Kako ta prehod pri tebi iz maratona, pač si delal kaj takega že prej, ne vem, se s kolesom mogoče vozil na morje ali pa ne vem kaj, da je bilo tebi neka žilca, ok, 42 je super, zmatran sem, malo natreniram, ampak me pa zanima, kaj je 50, kaj pa 75, pa grem na to dirko, uno dirko. Kako se je pri tebi to dogajalo, ali si kar iz prve gotov maraton je super,
definitivno hočem še bistveno več. Ne, v bistvu maraton je bil osnova, ne. S tem sem sploh videl, da mi to nekako odgovarja oziroma da se počutim dobro. Jaz tudi teč na splošno sem začel zaradi tega, ker jaz sem prej, če sem se s tem gorskim kolesom tule po Ribenških hribih vozil, sem rabil, ne vem, 2-3 ure na dan in enostavno takrat v tistem obdobju nisem imel dovolj časa in sem rekel, bom pa raje vsaj tečal ali pa k nam na Sveto Ano, to je 1 uro, uro pa pol manj časa rabim, pa isto se fizično aktivno spucam malo, ne. In na koncu je pa to ratalo tako, da v bistvu zdaj porabim več časa, kot prej, ko sem se z biciklom vozil za to, ne. Potem je bilo pa, ne vem, pol me je pa zmeraj zanimalo, ja, kva se dogaja pol, ne. Ker te knjige dosti naredijo, ne, ker ti bereš te knjige, ker mislim, da kar je teh tekaških knjig bilo pri nas, sem jih več ali manj vse prebral in vsi govorijo o stvareh tudi potem, ultramaraton pa neki drugi dimenziji in me je zanimalo, čisto zanimalo me je. In jaz sem potem enkrat zasledil, da je 12-urni tek v Trbojah in sem spakiral stvari in sem šel na soboto k ene. In to je bil moj prvi 12-urni tek, no, takrat. Sicer sem več ali manj hodil, po moje več kot polovico, ampak dobro. Izkušnja je pa bila, ne. In ja, tam ni bilo pol več poti nazaj, praviš, a ne? In si začel gledati, kaj se še dogaja tam okrog tebe, kaj bi še lahko dolgega odlaufal ali kako? Ja ne, pol pa to itak, ne vem, tudi tako je, no, spoznaš en kup novih ljudi, ne. Jaz sem prišel takrat v Trboje, ne bom nikoli pozabil, takrat mislim, da je Klemen dal narediti za te, ki so šli na Špartatron, posebne štartne številke, ne, in so bili oni drugačkami, ne, in to je bila, ne vem, Mirko, Nataša, pa ne vem, vse te legende ultrateka, ki sem jih jaz kar gledal z odprtimi očmi, ne, kam zdaj jaz tule med temi, ne. In dejansko potem spoznavaš ta krog ljudi in to je nekako te pol potegne, izveš sploh, kaj se dogaja, jaz prej pojma nisem imel, poznal sem Logarsko dolino, ki je bil sem še tudi dvakrat, zelo dober tek, res prijeten. Drugega pa nisem poznal, ne, pa to začneš malo raziskovati, spremljati, se pravim. Pol je pa itak na koncu, pa če to nekako funkcionira, ne, pol je pa tista pika na i pa zmeraj bila nekaj v ozadju pa Šparta, ne, pa. Midva sta s Tomažem Kališnikom, preden sem jaz začel lavfati, smo nekako hodili skupaj na morje v isto hišo. In on je že takrat malo treniral, ne, in on je rekel, da bo šel na Šparto, ne, sem rekel, če bo šel pa on, bom šel pa tudi jaz, ne. In sva šla drugič oba skupaj, no, tako da naključje, ampak glej. Ja, Špartatlon je kot sveti gral, pač vsakega ultraša, ki je kdaj šel dlje kot 42 kilometrov, pa je prebral pač vsaj knjigo od leta, ne, če ne že od kakšnega od drugih ultrašov, ki so se tam dol po tistih grških cestah dajali, no, in ja, ampak pot do tja je dolga. No, zdaj, lej, rekel si, ok, tekel si za užitek, kar naenkrat, ne vem, si se prijavil na neko daljšo dirko, na 12 ur in tako naprej, malo si bil že prestrašen, pa si rekel, zdaj bom pa mogel majčkeno več trenirati. Kako si zdaj kar naenkrat treniral več? Koliko si pravzaprav treniral? To me zanima, Boštjan, ker so tam ultraši, ki že, ne vem, za maraton trenirajo neznosno veliko, pa so ultraši, ja, ki trenirajo sorazmerno malo, pa jim vseeno dobro gre. Kam ti sodiš? Naslednje. Razloži več. Ne, jaz včasih, ko se pogovarjamo to, pa mogoče vidiš, koliko nekateri kilometrov delajo, ne, jaz raje ne povem, ker v bistvu ni glih v ponos včasih. Sem pa, mislim, tako je, no, seveda, brez določene kilometrine ni, ne vem, ne boš tega odlaufal, to je sigurno, ne. Ampak, tako kot sem rekel, jaz sem
pozno začel laufati. Meni hitrost pač nikoli ni bila pomembna, ne. Meni je ta vztrajnost oziroma vzdržljivost bolj pomembna in nikoli nisem imel nekih tekaških treningov ali pa planov ali pa ne vem kaj. Pač laufal sem to, kar mi je čas dopuščal. Čisto pošteno povedano, a je to 1 uro na dan, ali 2 ure na dan, ali je to 4-krat na teden, ali 3-krat na teden, čisto odvisno. Res je, da za drugo šparto sem malo bolj intenzivno se pripravljal, to je res, ampak še zmeraj bistveno manj, kakor nekateri, ki smo se pogovarjali, koliko kilometrov delajo, ne. Meni je to zadostovalo, ne vem, lahko bi bil verjetno še, ne vem, bi bilo še boljše ali pa lažje ali pa ne vem, ampak enostavno tudi nočem niti pretiravati, ker zaenkrat mi to funkcionira, poškodbe tekaške ali pa zaradi tega še nisem imel v življenju, kar je najbolj bistveno, take, da bi mogel nehati ali pa da bi, ne vem, karkoli bilo, pa pavzo delati, vse te bolike ali pa to, ampak to so malenkosti. Tako da meni je to nekako toliko, da se dobro počutim, nimam nekih teh ciljev takih rezultatskih, da bi rekel, ne vem, da bi zaradi tega pojačal treninge, ne. Po drugi strani pa tudi čas ne dopušča konec koncev. Saj imamo še druge stvari, meni je tek sprostitev, ne obremenitev, no, tako. No, dajva še tole malo razdelati, ne. Poznam ultraše, ki delajo 50 kilometrov na teden, pa poznam ultraše, ki delajo 250 kilometrov na teden. Ja, in včasih se zgodi, da so na dirki potem, na kakšni večdnevni ali pa na res dolgi, na cilju praktično enako, ali pa še celo tisti, ki delajo manj, so prej in tako naprej. Ogromno je potem tle tudi mentalne priprave oziroma, rekel, človekove, ne vem, želje potem, da bi nekaj opravil, volje, cilja in tako naprej. Ne more biti ravno čisto vsak ultraš, če pravijo že, da vsak lahko preteče 10 kilometrov, pa če se pripravi maraton, kaj pa ti misliš, ne? Ultraš pa res ne more biti vsak, pa tudi če veliko trenira, če nima gor po podstrehi, bom rekel, enih stvari urejenih. Ja, to se strinjam, zato ker vse je ta oguljena fraza, da je za telo ni problem, problem je glava, ne. Ker ti, ko enkrat prideš do določene fizične kondicije oziroma do fizičnega stanja, ker imaš neko vzdržljivost, ker si nekaj natreniral, pri ultrateku mislim, da je glava več kot polna, če mene vprašaš, ne. Ker, ne vem, jaz nisem imel težav na ultrateku, razen takrat, ko sem sam narobe delal, da sem telo nekako spravil v pozicijo, ki enostavno ni bilo sposobno več funkcionirati, ne. Drugače jaz vse prav naredim, kar se tiče prehrane, pitja in vsega tega, ne, tisto minimalno, kar telo potrebuje, potem nikoli nisem imel še težav, ne. Res pa je, da jaz, ne vem, jaz imam zelo, tudi drugi tako pravijo, ne vem, težko sam sebe ocenjuješ, ampak jaz res grem mogoče, na vsako prireditev zelo samozavestno, ne. Jaz ne razmišljam, jaz zdaj, ko sem šel na UTBM, ne, jaz nisem v enem trenutku razmišljal, kakšno bo vreme, ne. Ker to je neproduktivno, ne, to je brez veze, da se jaz ukvarjam s tem en mesec prej, ker ne vem, kaj bo potem tam, ne. Pač oni ti itak predpišejo, kaj moraš imeti, stanje, razmere take, kot bojo in greš, ne, in v tem ni debate, ne. In vse druge stvari, ne, ker ljudje imajo toliko enih težav sami s sabo, ko vidim, preden grejo, pa to, ne vem, že s prehrano jih imajo, to komplicirajo, ne, da v bistvu ti že to toliko energije vzame, da pol ti pa nekaj res fali tisto, kar ti misliš v glavi, da bi mogel imeti, ne. Pol si pa gotov, ne, pol ti pa glava odpove oziroma glava je tista, ki da napačen impulz že spet telesu, ne. Veš, jaz sem zelo minimalističen tudi pri teh stvareh, no. Jaz ne vem, traili so sploh taki, da jaz ne rabim nobenega suporta, ne, ker so pač
organizirani na Tako. Ne, organizirani so na tem nivoju, da je tista oskrba tam zame zadost, kar rabim in to je to. In na ultratekih, teh cestnih, to je drugo. Ne. Tam v bistvu je to tudi lažje, klej itak te ne morejo niti spremljati. Tako da, ja, čim manj komplicirati, ne, to je bistvo, je smisel ultrateka, ne. Ali pa teh ekstremnih preizkušenj. Ne, mene, ne vem, jaz imam lahko ne vem koliko žul, še superge dol ali pa se preobu, ne. Ti praviš, spraviti je treba vse čim več dejavnikov, pa čim več stvari na minimum, zato da gre lahko čim manj narobe, pravzaprav, in da se lahko ukvarjaš s tistim, za kar si prišel, se pravi, pač tekoma, ne. Tako. Približno tako, ne. Približno tako, ja, no, seveda. Ne bi bil Ribenčan, če ne bi seveda nekaj svojega pridal, kako. Boštjan, so te pa Ribenčani zdaj, ne, že prej so te nekako morali posvojiti kot neko Gorenca, kot gostilničarja, zdaj pa še kar naenkrat človeka, ki ti se gre kar mal nore projekte, no, si kakšno slišal tam okrog, pa si rekel, a se ti je zmešal, Šenlip, kva pa je zdaj to, a je vse vino skisal, ali to, mislim, to najbrž tam v Ribenški dolini ni bila čisto običajna praksa, da bi se recimo ljudje lotevali takih odbitih projektov. Ja, sej ne vem, če je kjerkoli po Sloveniji glih to normalna praksa, no, ne samo v Ribenci, ne. Ampak koncentracija, bo rekel, ultrašev tam v Ribenci, ja, je bila pa prej bolj majhna, preden si ti s tem začel. Ja, sej prej, ne vem, prav ultra, ne vem, če je kakšen sploh laufal prej, ne, v Ribenci. Tako da zdaj, itak se veš, da vse, kar je drugače od nekega povprečja, pa izstopa iz teh, iz teh stvari, ki bi mogle biti, ki so nekako sprejemljive, je malo čuden, te imajo vsi za malo čudenega. Zdaj pa karkoli že delaš, ne. Ali tečeš, ali ne vem, karkoli v življenju počneš in izstopaš iz povprečja, je za ljudje čuden, ne. In jaz v bistvu dostikrat, od začetka sploh, no, ko smo se to pogovarjali tudi v družbi ali pa tako, sem se še trudil mogoče razložiti, zakaj se s tem, kaj vidim v tem, ali pa kaj mi je pomen to, ali pa zakaj to delam. Pol sem pa ugotovil, da nima smisla, ne, ker ljudje itak tega ne razumejo, ne. V bistvu, če jaz laufam, je to za njih mogoče, nekatere pa skrbi iskreno za moje zdravje, da so mi kaj naredili, ne, ampak konec koncev vsakega probam potolažiti, da mogoče je to bolj zdrav, kot da bi doma ležal pa na kavču, ne vem, se basil z ne vem čim, ker če grem laufat za 1 uro na dan, ne. Veš, tako da, ne vem, se pol zdaj s tem niti ne ukvarjam več. To, tisti, ki me poznajo, ki vejo, zakaj to delam, oziroma ki me razumejo, s tistimi se tudi lahko o teh stvareh pogovarjah, drugače pa ja, mislim, da kar spremljajo tudi ostali, več kot prej, no. Da mogoče smo jim pa tudi to približali, ne, saj približati probamo vso to zadevo tudi s tem našim trailom, ne, saj tudi 40-kilometrska razdalja na trailu je bila mogoče prej za to okolje čisto nekaj nepojmljivo, ne, kdo bo pa to delal, ne. Zdaj pa tudi že ta lokalna skupnost to sprejema oziroma se tudi tega udeležujejo, se pravi, da gremo korak po korak naprej, ne. Ja, počasi bodo ponotranjili tudi te razdalje, jaz se spomnim zdajle, tam sem bil v cilju, potem malo preč od cilja, ko smo na ovinku čakali, najboljši na ta dolgi, pa je prišlo nekaj lokalcev povprašati, koliko kilometrov pa imajo, pa sem jaz rekel 40 okroglih, pa je rekel, a pa to kilometrov, pa sem rekel, ja, 40 kilometrov, kam pa to se grejo, sem rekel, to pa, veste, ko imate veliko občino, ja, v Ribenci, da se da 40 kilometrov po hribih narediti, no in, Boštjan, si ti odtekel teh 40 kilometrov, pa preden si šel trasirati, oziroma si risal
ali si koga drugega poslal v ogenj, preden ste to 40 tako naredili v Ribenci? Ne, te trase je tresiral oziroma osnovno zasnovo je dal Špul Miha, ki je drugač aktiven Triatlonec. triatlonec, tako on je v bistvu tudi vodja, tehnični vodja prog, no, tako da v večini so to njegove ideje, no. Pa malo prilagajanja, pa malo tega, ne. Jaz jo pa enkrat letno tečem vsakoč. Letos sem jo en teden, preden sem šel v Francijo za trening. Prva liga. Ja. Ampak, prej si bil organizator trailov, si bil tekač trailov. Ok. Tvoj prvi resen trail je bila to Vipava, je bila to kakšna hrvaška dirka? Prvi moj resen trail in prva dirka v trailu je bilo 100 mil Istre. Takoj na 100, takoj na 100 mil. Ja, to midva z mojim prijateljem Levočem sva imela take zelo inovativne prijeme pri teh stvareh. In takrat sva se prijavila na 100 mil in nikoli bila še na trailih, no. Ampak zanimiva nama je bila razdalja, no. Ja, Tako da on je odtekel, jaz sem pa odstopil po 100 kilometrih, zato sem to kljukico šel lansko leto popravljati, no. Si rekel, vse 100 mil je majčkeno dlje kot 100 kilometrov očitno, a ne? Dobro so me Tako sva razmišljala, ker on je, prvo sva se pogovarjala o tem, da bi se prijavila na 100 kilometrov, ne. In pol tam si mogel takrat klikniti sam razdaljo in sem rekel, pa se to izkoristil, ne, kaj se. No, ja, 100 mil je kar. Ni bilo no isto, no, je dobro. Kako bi ti laiku, a ne, ki ni pretekel ne 100 kilometrov po hribih, pa ne 100 mil, razen tega, da bi mu rekel nekje 100, nekje 160 plus, a ne, pa ponovadi je itak 100 dolga. Saj je nek 107, 100 milka pa je nek 170, a ne, ker so te razdalje v hribih drugače merijo, pa teh prog ne moreš umeriti tako, kot na cesti. Kako bi ti laiku, torej, začetniku razložil razliko med 100 km in 100 miljami? Kaj vse je drugače? Ja, jaz sem prepričan, da tisti, ki v bistvu 100 kilometrov preteče, gre brez problema na 100 mil. Tam ni več razlike, samo v dolžini teka je razlika. Se pravi, ali laufaš 20 ur ali pa 30. To je pa samo mentalno moraš biti toliko naštelan, da boš še 10 ur da laufal. In greš. Hočeš reči, da bi trening za 100 kilometraša ali pa 100 miljaša bil lahko čisto identičen, odločitev pač, ko greš na štart, je tista, ki te lahko vleče še nadaljnjih 60 plus kilometrov. Po mojem, da ja. Ampak vendarle boš rekel, laufal si 100 pa 100 milko, je, da vem, so krize drugačne tam po 120, 130, pa po 100. Premikaš se počasneje, ne vem, ali pač ne. Ja, seveda se, ne, se logično. Utrujenost je z vsakim kilometrom večja, ne, to je dejstvo, ne. Pri meni osebno problem rata, ne vem, potem pri 100 milkah, ne, ker je več kot 30 ur, no. Tam mogoče potem se to še bolj pozna oziroma imaš mogoče res več težav kot pa do tistih 30 ur, no. Ponavadi je to ta druga noč že, ne, sploh na teh 100 mil trailih, ki so tako štarti, da prideš potem 30 ura je mogoče po polnoči naslednjo noč in to je druga noč, ki si v konc in tam se ti pozna tudi ta neprespanost, pomanjkanje spanca, no, izčrpanost. In to pa ja, ne, to pa potem pa, če je tehnično zahteven teren, je pa to še pika na i, no, potem. Do 30 ur pa jaz niti nimam težav ponavadi, takih večjih, no. Mislim, težave so itak, da so zmerne, pa bolj je to, da kovneš tiste klance, ki jih ni konc, ki se ti bolj vlečejo, ki ne vem, ki misliš, da bi že zdavno ga mogel biti konc, pa ti pa šele na polovic, ne, veš, pa. Ampak to bi pol nekaj ponotraniš in greš in si rečeš, vse to je zmer isto, pač. Imaš v Sloveniji kakšen ljubiti trail? Ne vem, koliko slovenskih trailov si že dal skozi, nimaš časa, ker si vse povsod, ampak
ti je kakšen res pri srcu, poleg svojega domačega, jasno. Tako sem se posod, sem kamor ne grem. To to tudi res, ja, se tako zdelaš pravzaprav, no, No, pa bravo. se izobražuješ, pa tako naprej, ja, toliko enih stvari imaš, da ne moreš hoditi po vseh dirkah, ja. Pa bi šel kakšnega slovenskega, ne vem, pa na K24, pa na Pušelc, pa na vem kaj vse. Ja, vsi slovenski me zanimajo, no? Zato, ker pač gledam tudi prvič, grem rad drgam na tekmo, ne? Drugič že zaradi tega, ker se ukvarjamo z isto stvarjo, pa je to neka podpora organizatorjem, ker veš, koliko je treba vložiti vsega v to. Tako da letos sem bil prijavljen na K24, sam žal so bile razmere takrat, kakršne so bile v Sloveniji in so mogli odpovedati fantje, ampak bom sigurno slej ko prej šel, ker sem veliko dobrega slišal v tem trailu, tako kot Podbrdo, tako kot, ne vem, tudi v Kranjsko goro, to so traili, ki so zanimivi, ne, to mislim, jaz grem na leto, res, ker ti, ki skozi zdaj govoriš, da okoli hodim skozi, jaz grem na 2-3 dirke, jaz ne grem na več, ne. Prvič grem te podpirati organizatorje, to je pač Koper, Kranj, ker Kranj je itak vrhunski dogodek, Koper je pač se šele dokazujejo oziroma dokazujemo se v sklopu kluba organiziran, ampak to je neka podpora vsem tem ljudem, ki svoj čas pa energijo za to vlagajo, ne, tako da, ja. Sigurno mi je bolj zanimiva Slovenija, oziroma dokler Slovenije ne obdelam, nimam niti želje hoditi ne vem kam po tujih trailih, ker saj tukaj čisto v redu. Res je ponudba, če pa kaj je pa ponudba trailov v Sloveniji tako bogata, da ima vsak začetnik ali pa vsak tisti, ki je že nekaj naredil, kar za neki sezon, da se odkljuka, tako, a ne. Pa kakšno greš tu 2-krat, pa 3-krat in tako naprej. Pa časa zmanjka, no, povej mi, Boštjan, prej si rekel, spoznal si vse te ultraše, špartatlonci s svojimi številkami, ja, pa svojimi izrazoslovjem, ki ga noben ne razume, in pa si rekel, fantje, kaj pa je to, so ti razložili, ampak najprej moraš pa narediti normo, to boš šel pa na Balaton, pa ti spet nič ni bilo jasen, ne? Kako je bilo to pri tebi, ne? Ker vem, da si nekako vendarle sledil tem korakom. Ja, jaz normo sem prvič naredil, takrat mislim, da je bilo še 100 kilometrov, da je bilo še upoštevano 100 kilometrov 10 ur. In to sem šel v Nemčijo nekam isto, kaj pa je že, ne vem, v Nemčiji nek tek, in sem šel čistko, bil je ob eni reki, skozi ob reki, bolj ravninski, sem rekel, če nekje dosegel to normo, jem tam kaj naravnost, ker nim enega klanca. No, ampak sem se malo zafrknil, ker je bilo tistih klančkov kar nekaj, in sem pri laufu, mislim, da 9 ur 59 minut 00, no, in to je bila moja prva norma za Šparto, s katero sem se prijavil. Potem, pa je pa nadaljevanje, je bil pa Balaton, ja, tisto je bilo pa 2-krat, prvič sem že spet, to je bilo že spet tekma, ki v bistvu z vseh teh odstopov ali pa z teh neuspešnih zgodb sem se jaz ogromno naučil, no. In tudi na teh odstopih, ker takrat prvo leto na Balatonu sem odstopil, zaradi tega mogoče sem potem to lahko uporabil tudi v naslednjih letih pri marsikakšni tekmi. Sem pa rabil kar še nekaj teh odstopov, no. Tudi na Šparti prvič sem odstopil, tako da malo preveč za rezervo, včasih kakšne stvari je malo, pa potem dozoriš, saj vsaka šola nekaj košta, vem tešne. To so izkušnje. Saj ne vem, če je kakšen ultraš, saj kakšen resen, da se slej, ko prej ne bi zaletel nekam v nek ultramaratonski zid, da ne bi odstopil, da ne bi pač slej, ko prej mogel priznati, da je tisti dan pač dirka močnejša od njega. Kaj je šlo recimo pri tebi
narobe, ko si šel na prvi Balaton, ko si se zagnal okrog Blatnega jezera, 212 km, ali koliko je že tam. To je kar strah od spoštovanja, dolga razdalja, pa vroče je, pa noben ne zna drugega jezika kot svojega in tako naprej in tako nazaj. Ja, meni skoraj vedno je bil razlog dehidracija. Vseh, razen na prvi stotki v Istri so bili pač uprema, pa tudi premalo sem bil pripravljen, tako, no. Potem pa nekako, ko sem bil že fizično na nivoju, da bi že pri laufu, je bil pa zmer problem dehidracije. Jaz enostavno nisem bil navajen nikoli toliko tiste vode, pa ne vem česa popiti. Jaz sem zmer mislil, da je to dosti, ne. Zdaj pa tako, kot si rekel, tam Balaton, ki te nažge tisto sonce, ne vem, si hiter v rdeči coni, ne. Ja. Šparta isto, ne. In to se mi je pri obeh zgodilo, da enostavno premalo pil, prehiter začel mogoče, oziroma ali pa niti ne, ali pa pri Šparti je bil problem to, da sem pa imel preveč strahu spoštovanja. Saj ti moraš imeti spoštovanje do take dirke, pa do take, jaz sem imel pa preveč. In jaz sem že v štartu pregorel, no, v tej želji, oziroma pa posledica je bila pa še ta premalo tekočine in to je meni kar dosti časa povzročalo preglavice, no, dokler nisem res ugotovil, da moram pa res toliko piti, da mislim, da pa ni več normalno to za človeka. Da se moraš že skozi ušesa not ulivati tekočino. Ja. Si potem tudi podučil, vendarle, si imel spremstvo na teh dolgih dirkah, spremstvo, da so te dejansko bolj zalagali ali pa skozi silali v pitje, ali si sam sebe zdaj na timer opozarjal, na 3 km moram nekaj spiti, pa tako naprej. Ne, sej v bistvu, jaz sem vedel, da moram piti, ne. Ali pa vem, da moram piti, ampak enostavno, ker mislim, sem pa malo kasneje. Zdaj pa, kadar je pa vreme tako, da je ta malo kasneje prepozen in je lahko problem, ne. Tako da spremstvo se je navadilo pol te moje pomanjkljivosti, ja. Tako da v bistvu zdaj me bolj kot ne, če je to taka preizkušnja, kot je, ne vem, Šparta, itak, da je od spremstva veliko odvisen, ne, oziroma tam ga res potrebuješ veliko bolj kot na nekem trailu, ne. Ker tam mogoče, mislim, tam vsaj jaz je prišlo do izraza to, da ja, ko so prišli do tebe, da so te nafilali z vsem, čemer so mislili, da je treba, ne, kaj ti misliš, da je treba, ne. Včasih tudi prek tega, ker bi ti želel, ampak če imaš ta pravi ljudi okoli sebe, jih pol tudi poslušaš, no, saj to je bistvo, ne, saj jaz niti nisem toliko konflikten, da bi takrat bil zapejnov ali pa ne vem, da bi pri svojem vztrajal, res pa, da so bili v bistvu dvakrat z mano moji otroci, ki v bistvu imaš tudi nek drugačen odnos kot od nekoga tretjega že spet, no, tako da. Ja, spremstvo ti včasih more kar konkretno povedati, kaj moraš narediti, pa boljše, da jih poslušaš, ker imajo bolj kompletno predstavo vsem, kar se dogaja. Tudi bolj opažajo, ne vem, jaz pol pri nas bolj opažajo, kaj se s tabo dogaja, ne. Oni vejo, da ti mogoče, da imaš že krizo, ti še misliš, da jo sploh nimaš, ne. Pa oni že majčkeno začutijo, da zdajle je pa treba malo ga prešponati, drugače boš že spet v maloro. Pa je, no, lepo sva tole temo začela o spremstvu, to me zanima, no? Pa gotovo se prej pogovarjate ogromno, pa tudi kasneje, pa analizirate, pa ste, vendarle morate biti zelo iskreni en do drugega, ne? Pa je težko morda za človeka, ki ti je blizu, ne? Poznam ljudi, ki ne želijo recimo svojih žena ali pa obratno možov imeti za support, ker je težko gledati človeka, ki ga imaš rad, da tam, bom rekel, krišči je po domače povedano, da je na pol mrtev, da leži na tleh,
pa hrope dobesedno, ti ga moraš pa praktično odbrcniti, urit pa reči, pojej zdaj to rižoto, spij zdaj ta napitek, pa gasa naprej. Ja, recimo, a ne? Pa bom rekel, si ti tako nezahteven, oziroma ste našli to sinergijo, da oni, oziroma tvoje spremstvo, ne potegne kdaj, bom rekel, ročne zavore zaradi tega, ker meni, da si ti dela škodo, bom rekel, in ti pusti, tudi pri tem. In te podpira v dobrem in slabem, tudi če izgleda stvar že zelo grozna. Ja, v bistvu je tako, spremstvo moraš, v spremstvu moraš pač 100% zaupati, ne. Oni morajo pa vedeti, oziroma to jim pa mora biti tudi jasen, da ni odstopa, ne. Da v bistvu, ne vem, razen takrat, ko se jaz tako odločim, ne. Pa še takrat je na njih, da probajo to mojo odločitev spremeniti, ne. To je v bistvu spremstvo, ne. Oni nikoli ne smejo pokazati neke negativne energije do tebe, oziroma v tistem momentu s tabo sočustvovati, pa te tolažiti, pa saj ni to hudo, pa saj boš pa drugič, tega ni, ne. Zato smo sem prišli, da to naredimo in gremo do konca. Ja, včasih moraš iti pa z glavo čez zid, pa včasih te mora tudi kakšen vrat cuniti in to je spremstvo, ne. Zato jaz verjamem, da mogoče včasih nekdo, ki to preveč čustveno gleda, ne, ni sposoben biti v spremstvu, ampak to moraš ti kot tekač ugotoviti, kdo je tisti, ki misliš, da bo to probal izklopiti, oziroma on mora sploh razumeti ta šport. Če ne razumeš tega ultrateka, potem težko se postaviš v to vlogo, ne. Ali pa ne vem, saj v osnovi nekega športa. Šport je pač, ali pa vsaka taka dejavnost je pač borba s samim sabo in tukaj ni cajta za jamranje, pa za smiljenje samo sebi, pa ne vem kaj. Pač tukaj smo, delamo, gremo naprej in to je to. To je bistvo športa, ne. Kako velika je potem, recimo, tvoja ekipa na nekem špartatlonu? Ja, mislim, v osnovi sem imel 2-3, no. Zdaj, na zadnjih 2 izdajah, ker smo tudi končali, so bili 3 moji otroci, ki so imeli interes, oziroma sem potem ugotovil, da bo zame, če se bojo strinjali, oziroma če jih to veseli, glede na to, da malo vem, kako funkcionirajo, bo to mogoče najbolj optimalno, no. Je pa težko dobiti, ne vem, spremstvo za tak projekt, ker to je, ne vem, 1 teden, 10 dni časa, ki se ga mora vsak vzeti, ne. Saj že tukaj imamo lahko težavo, ne. Ampak, ja, otroci pa nazadnje še od hčerke fant in to je to in smo šli. Je bilo neko pri stopu na Balatonu, pri Špartatlonu, pač takrat prideš do točke, da ne gre več naprej. Kako je pa spremstvo to sprejelo? Vse to je v bistvu, ni to poraz samo zate, tudi za njih je pač nedokončana zgodba. Ali pa ste takrat rekli, dobro je, gremo zdaj domov, ni druge, zdravje je prvo, itak ne gre, pridemo še nazaj. Mislim, Šparte, jaz še zdaj si včasih očitam, da sem odstopil, da nisem počakal, da bi me na kamion naložili. Ne bi itak prišel daleč več, ne. Ampak še zmeraj ni to, kar sem prej govoril, ne. Da se je pač treba do konca fajtati, pa kakorkoli že, ne. Ampak ne, pol pa ja, ko je pa konec, ne, oziroma ko ugotoviš, da si prišel kaj, pa da tega nisi naredil zaradi česarkoli že, ne, je pa najslabši občutek, ker ga imaš lahko, po moje. Vsi skupaj, spremstvo, in ti moraš tam še, mislim, ne moreš biti, ampak tempiran imaš vse, da narediš to, ne. Se pravi, vmes, ko se ti ta tek zaključi predčasno, si ti tam še zmeraj 2 dni, ne. In to ti se spremljaš, gledaš. Se veseliš z drugimi, ne, ampak samo sebi si pa počutiš toliko bed, da v bistvu bi najraje takoj spokal
tisti moment, no, direkt v tistih kratkih hlačah majci in bi se v avto usedel in bi se dan pelil. Nimaš kaj več početi tam, a veš. Ti si Nisi več prišel. del tistega, ja, tako, ja, tako. In občutek je res slab. No. To so mi že prej povedali, mene so to opozorili, da v bistvu je to najhujše, kar je potem, ko si tam, pa ne veš sploh, zakaj si še tam, ampak se ti to zgodi, pa je jebiga, kaj češ. Kdaj si se potem prijavil, da naslednjo Šparto praktično takoj, ko si rekel, Tom poravnal račune, a si pustil nekaj časa, pa si rekel, naj dozori vse skupaj. Nič čakati, takoj prijavil. Ampak vmes je pa še tako srečo. Mislim, tudi na Šparto ni več tako lahko priti, ne tako. Zdaj tudi moraš imeti že kar dosti zahtevne kvalifikacijske pogoje, neke kvote so in tako naprej. Ja, omejitev je, ne, seveda, saj pač jaz, jaz normo že dosežem, sam zdaj 25% boljšo normo, da se direktno uvrstiš, to pa jaz ne bom nikoli več, ne, ker enostavno so že toliko našponane. Takrat, ko sem jaz začel, mislim, da je bilo 20%, zdaj je že 25%, ne, to skozi dvigujejo in teh, mislim, da ultratekačev je tudi če dalje več, no, mislim, da je tudi v porastu to, ne. In moraš imeti srečo, ne, pač prijavil se in jaz sem imel res dejansko zdaj dvakrat srečo, da sem bil izbran, mislim, da obakrat v prvem krogu. Prvič ne, takrat, ko sem odstopil, drugič pa tretjič pa obakrat in šel sem jaz zaradi tega, prvič sem odstopil, ne, če smo pri Šparti. Drug je bil pač sam, da ga prelaufam, 36 ur imam časa, sem že prevlekel čez, ne, če sem prvič odstopil, drugič bom probal, da ne bom. Tretjič sem pa rekel, zdaj grem pa še enkrat pa zato, da laufam, da ne razmišljam več o tem, kaj, kako, ampak samo da laufam, da uživam, ne, da se ne obremenjujem, ali ga bom, ali ga ne bom, ampak grem pa laufam. Seveda s tem, da čim bolj odlaufam. Pošten povedan, ne, sem rekel, želja mi pa je mogoče, če se bo vse skockalo, da ne vem, 30 ur nekako pridem čez, ne. No, pa na koncu se je izkazalo, da so bile to želje bolj utopija kot resničnost in sem se spet boril sam s sabo, da sem prišel v tistih 36 urah okoli, ne. Ampak to je čar tega, ne. To nikoli ne veš, kva se ti bo zgodilo. Zmeraj se ti nekaj zgodi, ko že misliš, da že vse veš, pa se pa tam boriš sam s sabo in premišljuješ, kva sem pa zdaj že spet narobe naredil. Ampak nič, to je. Nič narobe nisem naredil. Kateri del, recimo, teka kot je Špartatlon, je najtežji? To ta prvih 80 kilometrov, ko ni nekaj suporta, ko je kar našponan, ko se pač dela razporeditev zdaj, kje bo kdo in kje se bo teklo, to še ni nič v otvoritu, tja do Korinta. Ali je to, ne vem, čez Sangas, ali je to zadnjih 40 kilometrov, ko bi neraj umrl, pa moraš vse noge premikati. Kje je zate, kaj je zate najtežji del, recimo Špartatlona? Ja, meni je v osnovi zmer bil najtežji del prvih 80 kilometrov. No. Jaz sem že tako rekel, da imam 50-60 kilometrov največ težav sam s sabo, da se aklimatiziram, da se telo adaptira, da ugotovi telo, da ga bom že spet gonil, ne vem, 2 dni, da ne bo mira. In pa vročina, pa vse to, ne, pa te postaje, ki sta tam samo na 40 pa na 80 za suport, ne, si več ali manj sam se prepuščen, no. In teh 80 kilometrov je bilo meni zmer najhujših, najtežjih, no. Potem je pol je pa druga ta stvar, ki je pa tudi skozi, je pa ta norma oziroma limiti, ne. Na Šparti so pač časovni limiti skozi, na vsaki postaji, ne. In vsi vemo, da do Korinta, do 80 moraš neko rezervo natolči, zato da imaš potem malo bolj mirno nadaljevanje. In zato je ta del najbolj zahteven zame, ne, ker si prisiljen je nek tempo,
da to razliko oziroma to zalogo delaš do kje, ne. Pol, pol je pa tako, zdaj pa odvisen že spet, ne. Jaz prvo leto, ko sem šel, mi je bilo super, zato ker se je zvečer shladil in je bilo super za teč, ni bilo več vroče in to. Drugo leto, zdaj zadnja izvedba, sem pa rekel isto, sem rekel super bo, zdajle do teh 80 zdrgnemo, pa se bo pa itak 2-3 urce, pa se bo ohladil, pa bo super bilo, ne. Ja, klinac se ni ohladil, ne. Je bilo, ne vem, celo noč toliko toplo, da enostavno ni bilo tistega hlada, ki sem ga čakal, ne. In se ti že spet nekaj novega zgodi, ne. Pač to en cajt malo bentiš, malo gledaš, kva bo, kva ne bo, pa se moraš pa sprijazniti, greš pač na isto naprej, prilagoditi se moraš situaciji in to je to. Je pa potem ta pritisk limita, ne, je pa dejansko, oziroma te zapore, te pa skozi, ne. Pol se tam začneš ukvarjati s tem, zmeraj, ko prideš do spremstva, koliko imamo fore, ne. Okej, 1 uro, super, gremo naprej. Koliko imamo fore? 40 minut. Fak, no, evo, že spet. A veš, in to imaš skozi borbo s tem. Sploh, kadar si majčkeno, a veš, že utrujen ali pa mogoče nisi več, čutiš, da mogoče lahko pride do krize, ne, in ti tisto uro hitro pobere neka taka kriza, ne. Tako. Si bil kdaj med obema špartama, ki si jih uspešno odtekel, v dilemi, to bo šlo pa na knap, ne bo mi uspelo, ali to ti se zmeraj dogaja, oziroma ali si pri zadnji šparti, ko to smo spremljali lani, zelo napeto je bilo, naši fantje so da bi se za nalašč nekje ustavili na piru, gledali na uro, pa rekli, tale zadnji kilometer imamo še, pa bomo počakali do 35-50, pol pa gremo. Oziroma, kaj se je dogajalo, recimo na lanski šparti, ne pri lansko obdelajo? Ja, pa ni bilo tako hudo, kakor je pol izgledalo, ko ste vi spremljali. Mi smo, ne vem, določene faze, ko računaš oziroma te zaostanke taktiziraš, ne, mislim, računaš, no, je bilo, ali ne, ampak smo imeli skozi, mislim, da vsi, ki smo končevali na koncu, smo imeli vsi je bilo še dosti časa, ne. In tudi na koncu dejansko se nismo, vsaj jaz zase vem, nisem več se zagajal na polno, bi lahko mogoče celo kakšne pol ure hitreje prišli do konca, ampak to enostavno, takrat si že ziher, da je stvar, da bo kljuka narejena. Ja. In ti je vseeno, ali je to 5 minut prej ali pa 5 minut kasneje, se ne obremenjuješ več s časom, časa je bilo zadosti in tako sem vsaj jaz funkcioniral zadnje 2 ure, 3 ure na tej šparti, ne, pač sem šel svoj tempo, itak veš, kakšen tempo imaš, koliko imaš do konca in ni bilo vprašanje, mogoče je ta vprašanje bil kakšnih par ur prej, no, ko še nisi bil zjutraj ziher, kaj te zjutraj čaka, pa kako bo šel ti skript zadnji. Kaj konzumiraš, Boštjan, recimo med tako dirko? Tekači imajo različne posebnosti, no. Eni jejo krompir, eni jejo riž, eni jejo banane, eni jejo kaj za užilo. Kaj pa ti ješ? Pa nič kaj, da bi bil kaj ekstremno na kaj navezan, čustveno na kakšno hrano. Pač po tolkem času imaš itak že vsega poln kufer in hrane, sploh če se ti ponavlja. Včasih ti kaj zapaše, ki prej sploh ne veš, ne. Nekaj vidiš, to je bila ena dobra anekdota iz Balatona, ne. Jaz sem laufal Balaton, itak sem imel spremstvo na kolesu, ki je skozi mano se vozil ponoči. In enostavno tam so imeli neko postajo, kjer sem imel tisto vodo, pa tisto, kar so oni imeli, zraven so pa hot doge delali, ne. In ta moj z biciklom je šel že naprej, sem rekel, ti pojdi kar naprej, jaz bom tukaj itak tole popil, pa pojedel, pa pridem za tabo, ti me pa počakaj. In jaz ves vesel, hot dog, to je bilo veš kva, ne vem, kaj videl. Pridem tako, kot si rekel, itak, amber ne zna nič drugega kot madžarsk, ne. Sem rekel, en hot dog, ne. Prav, ne vem koliko, 6 evrov, ali ne. Jaz brez denarja, ne. Sem rekel, ne me hecati, stari, daj mi ta hot dog, ki ti ga bom ukradel. Je rekel, ne, 6 evrov. In sem rekel, ma kako vas prči, grem jaz naprej, ne.
In pridem do tega Nejca, ki je bil z biciklom. Je videl, sem jezen, jaz sem rekel, je rekel, kaj pa je, ne. Prav pa tam imajo hot doge, pa mi ga niso hoteli dati, ne. Tako da je šel on pol nazaj in mi ga je prinesel. Drugače jaz ne vem, ja, riž, testenine, krompir, vse to, no. Veš, enostavno jaz 2 leti mislim, da zdaj od zadnje Šparte pa naprej gelov ne jemljem, ne konzumiram sploh več, ker sem ugotovil, da mi niso dodana vrednost oziroma da nisem nič, mi ni nič lažje zaradi tega, no. Raj jem hrano konkretno, kakšen sendvič tak lahek, kaj takega, ne vem, čim več različnih stvari, zato da se ne naveličam ene in iste stvari na teh dolgih tekih, ne, kar je več kot, ne vem, 15 ur, no. Saj do 15 ur ni problem, pol se ti pa že naveličaš eno in isto, no. Čim več različnih. Nič ne kompliciram, nimam nekih posebnih receptov, nekih posebnih jedilnikov, zelo spontano, no. No, glede na to, da si gostilničar, bi lahko imel že kar en meni napisan, pa si rekel, evo, tole si želim na 15., tole si želim na 150., na koncu mi dajte tole, ne, nisi gurman, ki bi tudi na teku želel uživati kakšne posebne živila. Ne, to raj pol po teku. To sem hotel slišati, seveda, ja. Jasno, takrat si pa ne boš tudi ti prvoščeš, a ne, Bog pomagi, a ne, se vam gostilničarji ne smejo, a ne, biti za zgled, a ne, za šankom, ampak po tem, ko pravijo svoje delo, si pa lahko tudi oni prvoščijo, ali kako. Ja, normalno. Goren šnicel pa je, ne. Pa kozarček, a ne, ob tem, ne vem, kaj rajš piješ, vino ali pivo? Ja, bolj vino, bom rekel, no. Pivo mi je bolj ob športu, ja, pa takole, ke si fajn žejen, siguren, ga spijem z veseljem, no. Drugače pa tako ob hrani ali pa to, da je pa bolj, imam pa raj kozarec dobrega vina, no. A glede na to, da si somelje druge stopnje, a ne, pomeni, da ne spiješ glih čisto vsega, kar ti ponudijo, ali pač je to samo pač poklicna potreba, da znaš ločiti zares dobre od povprečnih? Ma ne, to je v bistvu, to je čist iz tega, da poznaš stvari, s katerimi se v življenju ukvarjaš, ne. Prvič, v tem poslu sem, drugič me pa to itak zanima že po naravi, ne vem, kulinarika in vse, kar zraven paše, ne. Jaz sem v bistvu to pot someljerstva začel iz tega, ker sem hotel iti na neki tečaj spajanje hrane in pijače, ne, oziroma vina in hrane. Pa je v bistvu predpogoj, da narediš prvo 2 stopnje, osnovne stopnje samo poznavanja vina, se pravi slovenskega, potem mednarodnih vin, da lahko sploh greš na ta tretji del tečaja, ki ga še čakam, no. Tako se je začela ta moja pot spoznavanja vina, tako kot v bistvu vse stvari, kot tek, kot to. Stvari, ki te zanimajo, jih začneš raziskovati, in ko jih začneš enkrat raziskovati, potem te posrkajo in to je itak neka taka, jaz mislim, da sploh kultura pitja vina pri nas se bistveno popravlja, no, oziroma tudi poznavanje, laično poznavanje, kar je pa čisto v redu, saj to je splošna kultura naroda, se mi zdi, ne. Recimo zdaj, ko sva glih pri vinu, no, to je že spet ena zanimiva zgodba, ne, iz UTBM-ja v Franciji, ne, štartamo v Chamonixu ob 6. zvečer in se pravi, do polnoči se drajsamo po teh francoskih hribih, gričih in vse živo, ne. In res tam Francozi dejansko živijo, ta dan je, izgleda, ta dirka, njihov dogodek poletja. Žurka, ja, festival. Žurka, tako. Tam imajo, ke bi bil na Veliki planini in bi tam vse te koče, ke so gor bile zasedene z mladino, a veš. In oni pač tam tiste koče, izgleda, rentajo in so gor, In navijajo in ja, tako. Navijajo, ko na Turu v Rogliču, tisti špalir naredijo in navijajo, ampak zanimivo je to, ke sem jaz ke me to zanima kot službene zadeve,
kjerkoli si bil, na kjerem koli odročnem kraju, oni pijejo vino, povsod so imeli steklene kozarce. Nikjer plastike, in tukaj to je pač tisto, kar sem prej razlagal, to je kultura pitja, ne. Sej, ne da ga niso dosti popili, ne, ampak so ga steklenih kozarcev. So ga na kultiviran, kulturen Tako, no, način, tako. ja, pogoltla tudi preveč, ja. Jaz se ne bova šla preveč v someljejstvo, a rabaš, pa me zanima, veliko stvari okrog tega, rabaš imeti pač malo tudi izdelan okus, da ti znaš ločiti, ne vem, boljše ali slabše vino, se da to priučiti, oziroma, a ga moraš toliko veliko spiti, da pol začneš čutiti razliko v 3 stavkih mogoče, ja. Pa ne, lej, jaz pravim tako, jaz bolj stojim na stališču, da v bistvu je težko narediti eno univerzalno ocenjevanje vina, ker za vsakega posameznika, ker smo preveč različni posamezniki in ni nujno, da tisto, kar meni odgovarja, da tebi odgovarja, ne. Ja, v bistvu neke osnovne parametre že določa s pokušanjem vina, da ugotavljaš mogoče način pridelaje, mogoče, ne vem, kaj vonjaš, kaj vino daje od sebe, ampak drugače pa to, kaj paše komu ali pa kako nekdo vino sprejema, bi pa jaz najraje vidim, da vsak pove svoje občutke, ne glede na to, a so v skladu z vsemi temi parametri, ki jih nekako imamo napisane kot someljeja ali pa kot neko vodilo, ampak da pač enostavno se prepustiš in ga okušaš, kakor ga doživljaš, ga ti doživljaš edinstveno, ni nujno, da ga jaz mislim. To je bistvo, po moje, no. Ker je preveč širok izbor vseh teh vin in nekih značilnosti, ki jih imajo, da bi to bilo za vse enako vredno, no. To je cela znanost, Marko, to je več kot ultratek, no. Ti verjamem na besedo, mi boš enkrat ob kozarčku, bom še kakšno skrivnost zaupal, tako kakšno tako, da bom potem jaz svojo družbo pač presenetil, ja. Bi šel, glede na to, da je na svetu kar nekaj maratonov, kjer so združili tako, pa rekel, okušanje vina kot tek, recimo na kakšen vinski maraton, morda na ta najbolj znani Domedoc v Bordeaux, ker se teče po vinskih cestah in tam tudi med tekom, med maratonom okuša vino, a se ti to zdi pa že kar majčkeno pretiravanje oziroma zloraba enega in drugega? No, ne vem, to je po mojem malo marketinško tudi naštelano, ne. Ampak no, mi glih, da bi zaradi tega šel na neki maraton, da bi vmes okušal ta vina, niti ne, ne. Saj tako sem zdaj zasledil tudi, sicer to je bolj naziv, ne vem, če tudi okušajo vina, imaš tudi zdaj Chianti UTBM trail, ne. Ja, da te vinske destinacije na ta način tudi izgleda privabljajo goste, turiste, oziroma je to neka tržna niša, ki jo izgleda hočejo zapolniti, ne. Drugače pa jaz raje v osnovi grem, odlaufam, pa si pol čas vzamem tudi za kakšen dan, dva, ker ponavadi, če že kam grem ven iz teh naših krajev, ponavadi to združim, da ni samo tisti tek, ampak da je še kakšen dan, dva, dlje ostaneš pa raziskuješ glih to, ali kulinariko ali neke značilnosti tistega kraja, zato da spoznavaš še stvari okoli tega. Ni samo tek tisto, zaradi česar se nekaj odločim pa grem. Ponavadi. Razen Šparte. Sparta je nekaj posebnega, se vrnemo takoj k njej, preden greva, pa mi pa še poveš, seveda, kot gostinec, človek, ki ima izdelan okus, kaj pa najboljš skuhaš, Boštjan? Ja, že spet preširok pojem, lej. Kaj pa najbolj skuhaš na žlico, Boštjan? Na žlico bi bil kakšen, če gremo na ribanško področje, je to trojka, ne. To je tradicionalna ribanška jed, ki so jo tule stare mame kuhale od nekdaj. Drugače, jaz osebno imam zelo rad vampe, ne, ke mogoče imajo nek slabšalni priokus. Res je. Po krivici za moje pojme. Ja, se strinjam. Tako da jaz sem pristaš oziroma mi je bolj blizu ta tradicionalna kuhinja, no, kot pa te fine foodi ali pa neke te
moderne usmeritve. Sem le letnik malo starejši in to prepuščam mlajšim generacijam. Jaz počasi se bo moja zgodba kulinarična tudi zaključila, pa bom svoj čas posvečal čem drugem, ne. Se pravi, dokler pa si še v gostinstvu, se splača priti v Harlekina v Ribanco na vampe v torkih, a kako? A nisi bil ti še pri nas? Bil sem pri vas, Kaj si jedel? takrat sem pojedel menda 2 pivi, če se pohecam malo, ja, ker ni bilo časa za kakšen obrok, ampak zdaj mi pa žal, da nisem naročil vampov, ker sem ljubitelj vampov, ampak za božjo voljo, težko jih je danes še dobiti v kakšni gostilni v Sloveniji, ker jih noben skoraj ne naroča, potem jih pa tudi kuhajo, ne. Ja, te bom povabil, ker jih bomo imeli na jedilniku, te bom gostil na vampi. Se bom z veseljem odzval, evo, sem vedel, da zdaj, ko vrej, po 165 epizodah bom končno prišel spet tudi do super vampov, pri Masterchefu, Šenlibu. Boštjan, mora skočiti, zdaj le Šparta bo. Smo tik pred zdajci, letos gre, mislim, da kar 8 Slovencev tja. Res močna zasedba, bomo spremljali. Ti boš spremljal najbrž to zadevo? Ja, obvezno. Mislim, da vse poznam osebno, tako da ne moram, to je po defaultu, da bom spremljal od prvega trenutka do konca. Jaz pričakujem tudi dosti dobre uvrstitve, glede na to, da vemo, kakšna je štartna lista Slovencev in se že veselim, no. Moram priznati. Mi je žal, jaz sem imel namen iti na letošnjo Šparto kot gledalec. To mi je bila želja, ker sem rekel, v TBM bom odlaufal, pol grem pa turistično za en teden lepo v Atene in tam uživam in te moje prijatelje malo odražam, ko bojo laufali. Pa se je žal poklopilo tako, da se ta vikend glih moja hčerka ženi in evo, ne morem, je le edina in prvič, tako da. Ja. Upravičeno se je opravičil vsem fantom, tudi ker sem jim obljubil, da bom z njimi, no. Bravo, lepo povedano, ampak ene stvari so pa, upajmo, samo enkrat v življenju, Šparta bo duhlet spet tam. Tako. No, tako kot si ti pač, odstopil na tisti nesrečni Šparti, si se vrnil tja 21, to je tudi posebna, rekel, ekipa, res, ves 5 cvetober takrat, Videtič pa Miklič, pa Domen Kozjek, Kališnik pa ti, vmes. Delati si šel popravni izpit. Vse skupaj ste začeli snemati že prej, s tabo ste imeli televizijsko ekipo, to je bil cel spektakel, cel šov, si bil morda kaj bolj obremenjen zaradi tega, vendar si hotel pa zdaj v drugem poskusu to narediti, ampak zdaj bo pa še kamera tam, zdaj bo pa tam še, ne vem, Mirko Miklič z drugim najboljšim rezultatom v Sloveniji, pa Luka Videtič, ki napada ta rezultat in tako naprej, pa Domen Kozjek je itak nora, še dobro je Kališnik tam, ampak nekako si se ti počutil, takrat 2021, ko si šel dol v Grčijo. Ja, jaz mislim, da je to je ne moreš opisati v bistvu, kako se je to vse poklopilo. Dejansko, ja, to je bila ideja, ki jo je pač Mirko predstavil, vseh 5 se je takoj strinjali, brez kakršnih koli pomislekov, in na koncu se je to izkazalo kot izredno velika dodana vrednost za vse. Ker smo bili res, mi smo pač že dol šli povezani dejansko kot ekipa, Jaz sem občudoval, prvo leto, ko sem bil na Šparti, sem občudoval Angleže, ker so bili res kot ekipa povsod. Imeli so iste majčke, bili so enotni so bili in to je bilo meni všeč in sem rekel, zakaj moramo mi zmeraj biti, ne vem, neprepoznavni, In ta Šparta 21 nas je res že prej povezala. Pač bili smo ekipa, dejansko vsak zase, ampak en za drugega v končni fazi, In meni je v bistvu, ne da je bilo to zame obremenjujoče, meni je to dalo dodatno energijo. Jaz sem vedel,
da je tam še 4 fantje so, ki laufajo z istim ciljem. Vedel sem, da te 4 fantje imajo 4 spremljevalne ekipe, ki spremljajo, en drugega spremljamo in je bila res ta podpora toliko Ja, te prepletena. vibracije, Ja, te tako. energije so bile toliko pozitivne, da te je to nesel že. Ni bilo, sploh v enem trenutku, ne vem, si nisi vprašal, ali pa mogoče, če je bila kriza, si jo na nek drug način dal čez, ne. A veš, in potem, ne vem, da je to tako špilal, ne, moraš vedeti, da Luka je prišel, ne vem, koliko je imel on, 27 27 pa nekaj. 20 ur, jaz sem imel pa 35 ur, pa še nekaj, ne. In on je, ne vem, kaj je v cilj prišel, so ga hoteli, ne vem, da se gre stuširati ali ne vem kaj narediti, je rekel, ne, je vzel stol, se je usedel v cilj in rekel, počakal, da te zraven pride v cilj. Pa veš, da je bilo to ne moreš sploh, ne vem, to težko opišeš, no, to je res, in to se je tudi naslednjo leto preneslo, ne. Ker v bistvu nekako ta povezanost med nami je ostala, ne, in tudi če kakšen na nov pride, ga potegne potem ta ekipa zraven, če želi, zdaj marsikakšen ne želi. Sam mislim, da je za vsakega posameznika fajn, da se spoznajo, ker na tem teku potem ti vsaka beseda, ki ti jo nekdo nameni ob cesti, in je slovenska beseda veliko pomeni. Pa je lahko to od prijatelja, support tim ali pa od kogarkoli, ne. Tako da izredno dobra izkušnja, moram reči, no. Tudi ekipa, ki je pripravila dokumentarec, Irena in snemalci vsi, mislim, so dihali z nami oziroma so nas res spremljali, ne, celo pot. Tako da je bilo vrhunsko, no. Ja, tisti dokumentarec je izpadel potem izvrstno, sam projekt je izpadel neverjetno, vsi ste prišli do cilja, imeli ste dramo, pravo melodramo, vnesveščenje, pa kri, pa dvomi, pa mislim, nore res zgodba, ki kar vleče na koncu zmagovito v cilju, no, se človek to gleda, se mu trne kakšna solza. Povej mi, kdaj si pa vedel, no, kdaj si vedel, tokrat mi bo uspelo, je bilo to 1 uro, 5 ur prej, kdaj si pa leta 21 rekel, ne morem izpodleteti, pa tudi, če je konc sveta. Meni v bistvu, saj ne vem, koliko je bilo, to je bilo po moje 30 kilometrov pred ciljem, no. Takrat sem bil že prepričan, da bom prišel do konca, in tudi, ko smo se ustavljali, nisem hotel več sploh kaj dosti ustavljati, no. Tisto minimalno, veš, ker mogoče včasih se hočeš kar usesti, pa bi kar malo zategoval ali pa še malo počival, ali pa. Takrat sem pa sam rekel, zdaj pa tole končajmo, to je pa zdaj, dobro sem se počutil, nobenih hujših težav ni bilo več, pač tempo tak, ke imaš, ampak veš, da si v limitu in sam čim prej naprej, da je čim prej tega konec. In tako je bilo. In ko si prišel v tisti ciljni špalir, ne. Zdaj, vem, to moraš doživeti, tega si ne da povedati. To gledaš 100-krat lahko, jaz sem to velikokrat pregledal, ampak enkrat ti si tam, ni važno, a si po 20 urah, a si po 35, ne. Verjamem, da mogoče kasneje si še bolj je vse skupaj emocionalno, kako si pač pa poj ti doživljal, no? Pa jaz, po pravici povedano, mogoče se prvih trenutkov sploh nisem zavedal čisto, ker enostavno ti toliko pade vsega od tebe stran, da jaz sem po moje kar utrpnil za eno kakšno minuto. Jaz sem se pol šele začel zavedati, ko sem videl svojo spremljevalno ekipo oziroma vse te moje soborce, ki so bili že v cilju, in takrat v bistvu sem začel dojemati šele, kaj se mi je zgodilo, oziroma vse tisto, jaz sem, ne vem, meni se dogaja, da dostikrat vizualiziram stvari, preden se mi zgodijo, ne. In jaz ta Šparto oziroma ta tek v Grčiji sem tolikokrat že podoživljal, ne. Jaz mogoče, že ko sem treniral po ribiških krajih, sem podoživljal vse te stvari, vizualizacije, kako se mi to dogaja, da v bistvu enostavno, kot da bi že meni se to zgodilo enkrat, ne.
Veš. In pol, ko sem kje prišel, nič, ne vem, ne verjameš, mogoče če sam sebi ne verjameš, da se ti to res zgodi. Nek ta nek kratek čas. Pol je pa itak, pol pa težko opišeš vse te občutke. Že zdajle jih težko opisujem, no. Nam jokati začel še enkrat. Mislim, ne vem, dobiš ti svenček, pa imaš ekipo tam. Koga si pa najprej poklical, evo, ko si dobil telefon v roke, da si mu sporočil to novico? Evo, recimo, to me zanima. Pomenega sem jo vse tam. Bravo. To je to. Obdal si se ljudmi, ki so res pomembni in tisti so to in tebe vse skupaj doživeli. Najbrž ekipa je bila tudi euforična, to je bilo skupinsko delo. Ne vem, kako se ti udolžiš pol ekipi, pravzaprav svojim otrokom in vsem, ki so tam, Kako udolžim? Vse morajo biti veseli pa srečni, vse to je za njih neprecenljiva življenjska izkušnja. Bravo, Jaz sem jih zaradi tega povabil v ta projekt. Ker jaz mislim, da če nekdo, oziroma če so to moji otroci, da jim bo to v življenju še prav prišlo. Ker to je neka izkušnja, kako oni niso doživljali samo mene, oni so doživljali vseh 5 ali pa vse, kar se je zraven dogajalo. In tega danes ne doživi lahko vsak, ne. Tako da bolj sem jim hotel to ponuditi na nek način, seveda udolžiti se jim pa ne moreš drugače, kot da na koncu rečeš hvala, ne. Mislim, da je to zadosti, če so odnosi taki, kot morajo biti. Mislim, da si izvrstil povedal tisto, s čimer si začel, ta odgovor, ja. Mogoče je bilo pa to tudi darilo od tebe njim, da si jim to omogočil. In izvrstno o tem bom še premišljeval, dal si mi zamisliti. Ja, dal si mi zamisliti. Tudi jaz sem že v spremstvu Šparti na večdnevnem teku in približno čist mal se mi sanja, kako se to zgleda, pa kaj to pomeni tudi za ljudi, ki so zraven, pa kaj imajo od tega. Tako da, Boštjan, tole si super povedal, uro pa pol že govoriva. Zdaj, danes, ne vem, očitno tudi gostilna brez tebe dela, da se lahko takole pogovarjaš, a ne, to imaš vse narejen, da štima. Imaš v gostilni tudi kakšno svojo sliko, plaketo, kakšen pokal, medaljo, zato da, ne vem, obiskovalci vidijo, v kakšen, bom rekel, obrat so prišli. Zaenkrat še ne. Kakšen kotiček, Boštjanov kotiček, ker bi bile v tem, veš kaj, jaz nekako teh svojih dosežkov, vse veš, da ne dajem rad na velik zvon, ne, ampak dejansko sem tudi že to razmišljal, da mogoče so pa stvari, na katere si pa tudi v življenju upravičeno lahko ponosen in jih je fajn pokazati tudi drugim ljudem, predvsem, ker pri nas tudi se hodijo gostje z vse povsod, ne, in marsikaj je, ki se ukvarja s tem, ne, tudi stekam ali pa na tak ali drugačen način športom in tudi kakšna debata potem na ta račun lahko steče, no. Tako da ja, razmišljam tudi o tem, da bi nekako tudi naredil vsaj za te najbolj tiste eminentne zadeve, da so še drugim vidne, no, ne, da jih imam jaz doma v omari, pa jih samo vsake toliko časa pogledam pa nazaj. Ja, tamle, mislim, da v Gornjem gradu je ena taka gostilna, kjer imajo celo steno enega paraolimpica, vse njegove medalje in tako naprej. Nekaj posebenega, ko ti obeduješ tam, srebaš tisto župo, pa gledaš te fotke, pa napise zraven. Ja, je bom rekel, je kar nekaj posebenega, tako da Boštjan, če boš to obesil, verjamem, da bo za marsikoga zanimivo in bo šel pošpegat. Ko so govorila in se imela za tale pogovor, si rekel, zdaj odhajam v Francijo, a naj se sliša pol, po glasu sem te poslušal, zdeloval si sproščeno, umirjeno, zelo samozavestno, pol smo spremljali ta UTMB, govoril sem s tvojimi ljudmi, vmes smo med dirko, med Ribenco trailom spremljali, bom rekel, največjega ultra Ribenčana, Boštjana, pa sem malo vprašal, seveda, ljudi tudi tam, in tvojo hčero in tako naprej, kako pa gre Boštjanu, ima kakšne težave, bo zdelal vse skupaj. Pa nobeden ni delal nobene panike. Vsi so dejansko rekli, Boštjan tole obvlada, Boštjan bo skozi prišel in
dejansko je izgledalo na koncu vse prelahko. Vzel si svoj čas, naredil si dirko, kako si pa tukaj na cilju, recimo, ki je pa malo drugače, tukaj pa narediš 10.000 višinskih metrov, poplezaš vse to, prelezeš, ne vem, celo noč. Kako je bilo pa tule, recimo, vse skupaj, v primerjavi s Šparto? Ja, meni osebno je, mislim, sama dirka ni lahka. No. Jaz sem mogoče celo mislil, da je malo lažja. Ne. Zdaj, na koncu koncev ni lahka dirka, zahtevna dirka. Šparto jo ne bi rad primerjal, ker sta čisto različna tipa dirk. Vsaka ima svoje neke posebnosti oziroma zakonitosti. Seveda, zame osebno je Šparta še zmeraj malo bolj na nekem drugem nivoju zahtevnosti, kot pa UTMB. Ampak ja, je pa, ne vem, če si 35 ur na progi, če moraš 10.000 metrov višine zdelati, ne moreš reči, da je simpel, ne. In tako, kot je meni Francesco rekel, ker sem ga malo potipal enkrat, ker je bil tudi, ne, je rekel, pa mater, sej na koncu je tisti najhujši ta zadnji del, ne. Ne vem, ker so one hribčke kar nek namečajo, pa kar gor pa dol hodiš, pa misliš, da je že konec. In točno isto je bilo pri meni, ne. Jaz nisem se ukvarjal niti s traso, niti kje gremo, niti kva gremo, ne. Jaz sem samo vedel, da moramo 10.000 višine narediti in v bistvu dejansko ta druga, zadnja tretjina, švicarska tretjina, ne, je bila zame najbolj duhomorna, tako rekel, ne. Ker tam hodiš, teren je tak zahteven, poseben, no, in enostavno utrujen si že, ne, merkati moraš, kam boš stopil, kako boš stopil, tako da, ja, ampak ni pa nikoli bila dilema o tem, da ne bi prišel, no, ali pa da bi imel kakršnokoli krizo do te faze, da enostavno imel pomisleke v tem, ali še naprej ali ne naprej. Tam je samo še vprašanje, v kolikm času prideš, to je. Ali prideš hitreje ali pa počasneje, ali si vzameš, ne vem, na postaji nama 10 minut, 20 minut, pa greš naprej, samo to je razlika. Tako da, ne vem, mislim, kaj čem reči, no, izkušnja zelo dobra oziroma za doživeti, ponovil je pa ne bi verjetno. Ni tako, ke neke tekme, ki ti še zmeraj ne dajo mira, tudi če si že dvakrat bil, ne, je ta v bistvu taka, ki v bistvu je oddelana in je oddelana, ne. Kaj se mi zdi tudi mogoče tisto, ker meni ni blizu tak komercialen dogodek, že mislim delano v tem stilu, ker enostavno to je toliko ljudi, ne, da jaz mislim, da v 35 urah sem bil fizično sam 15-20 minut. Ne vem, če sem bil. To je skozi nekdo, mislim, sploh prva polovica, itak skozi kolona, pol si pa tudi skozi v nekih skupinah, ne. Nisi, ne vem, jaz v Ajdovščini, ko sem bil na 100, pol noči sam, ne. In to je tisto, v čemer jaz uživam. Takrat jaz začnem šele uživati, ne, ker si sam, ker je tema, ker ni nikjer nobenega, ker v bistvu lahko počneš, kar češ, ne oziraš se na nobenega, sam s sabo si in to je to. Kaj je pa to komercialno že naštelan en nivo višje. Ja, sem spremljal tudi UTMB, potem malo gledal sem tiste fotke dolgih kač, ki so se vile, tako kot na Triglav 20. avgusta, recimo, če je lepa sobota, ne, in se mi zdelo že tako malo, ja, kot praviš, ne, že moče preobljudeno za neko pravo pristno hribovsko odklop doživetje, no, ampak ja, kakorkoli, trail je v porastu, trail je norišnica, kako ti na vse skupaj gledaš, pa na trail, pa na ultratek, pa tudi v Sloveniji, a ne, v vseh pogledih, a ne. Ja, mislim, trail je zame
neka stvar, ki seveda, tako kot si rekel, je porastel, po drugi strani je pa v bistvu en kup prireditev, ne, iz tega naslova in se bojim, da se bo tudi ta prostor začel malo krčati, no, ker je le prireditev ratal toliko, da ne vem, bo ljudi zmanjkalo, po moje počasno. Da boš to Res je. lahko uspešno speljal, ne, a veš, ti, če nimaš že spet neke količine udeležencev, je že težko speljati, ne, prireditev na zadovoljivem nivoju, oziroma tako, da si pol zadovoljen kot organizator, bom rekel, ne. Ja, jasno je, da fajn je, da je več udeležencev kot prostovoljcev, če so že pri tem, a ne. Ja. Ja, da si ravno so tudi prireditve, ki imajo, ne vem, 20 udeležencev, ampak to so druge stvari. Imaš prav, ja. In težko, vedno težko se bo uveljaviti med vsemi temi dirkami, ki rastejo kot gobe po dežju. Ene so odlične, ene se trudijo biti. Boštjan si eden redkih Slovencev, ki ima, bom rekel, in Balaton, Špartaton, UTMB, pa Istro 100 in tako naprej. Ne vem, ta trenutek se spomnim samo na enega, na Zdravka Čufarja, ne vem, če je še kdo, ki je res vse odkljukal. Kam pa tebe še vleče? No, zdaj so še epske dirke po svetu, najbrž, ki jih imaš tudi ugledane. Lahko že kakšno zaupaš, da bi jo šel v prihodnjih sezonah? Trenutno ne. Veš, kako je, zdaj to je tako, no, jaz pravim, da v bistvu tudi vse te dirke, ki sem jih do zdaj odlaufal, so se mi dogajale spontano, ne, je prišel neka ideja, pa začneš malo gledati, potem spogledati se z njo in potem se odločiš, ne. In tudi tako zdaj, ne, jaz nikoli ne delam planov za 10 let naprej, ker je nesmiselno, ker mislim, da čas svoje prinese. Vsekakor bom v tem ultrateku ostal aktiven, vsaj toliko časa, dokler mi bo zdravje to dopuščalo, ne. Glede na to, da zaenkrat nimam težav, upam, da bo to čim dlje. Ampak vsekakor, zato ker me pač po neki strani me to osrečuje, zadovoljuje in bom raziskoval naprej te daljše stvari, o katerih sva govorila danes, ne. Zdaj, kam bom pa vmes šel, pa kaj se bo pa zgodilo, bomo pa videli, naj pa poskrbi čas za to, ne. No, sej, glede na to, kaj se ti vse dogaja. Sploh ne dvomim, da čas ne bo poskrbel, da bo Boštjan spet delal kakšno traparijo. Klub ponosnih posameznikov je tvoja ideja, si imel kaj zraven? Sem eden izmed soustanoviteljev, to je ideja pač neke skupine ljudi iz Ribnice, kjer smo v bistvu imeli neke dogodke, pa nismo imeli neke pravne osnove, kako to organizirati, in potem se je porodila ta ideja o klubu ponosnih posameznikov. Že sam naziv je zelo eminenten, tako da že z tega naslova smo zelo prepoznavni, no, pa res smo sami taki zraven. Ponosni posamezniki. Ja, tako, to je bistvo. Tako da pač zdaj glavni dogodek leta, veš, da je Ribnica trail. Pol smo imeli lansko letos smo prvič organizirali 8 ur Svete Ane, to bo zdaj gor dol, ja. To bo zdaj bo to tradicionalno ratalo, se pravi v marcu, ponavadi tam sredi marca bo to tekmovanje. Je pa primerno glih fajn, zato ker se takrat vsi ti naši ultratekači in maratonci in trailaši pripravljajo oziroma so v pripravah in jim je zanimivo. Tako da seveda trail je pa tisti glavni dogodek, no, zdaj, ki nam največ energije, časa in denarja pobere, ne, ker vsaj tako, kot sem prej rekla, ne, dogodkov je ogromno, ne. Mi enostavno ne moremo računati, da bomo privabili 1000 tekmovalcev v neko Ribnico, ne, ker je drugo, če je to Kranjska Gora, če je Bovec, če so neke destinacije po Sloveniji, kjer
ljudje ime vleče, ne organizacija. Smo pa rekli, oziroma naš cilj je, da naredimo dogodek, ki bo pa po nivoju organiziranosti oziroma tisto, kar bo dal tekmovalcem ostalih, pač neko razliko moraš najti. Prav. Tako da tukaj bomo delali bolj na kvaliteti kot na kvantiteti, ne? S tem, da nam tudi sama udeležba nam raste, kar je pravilno. Dober znak, definitivno. Dober znak, vseh 5 let že. Tako da mi bomo v tem tempu nadaljevali in se ne bojim, da se ne boste radi vračali tako v vlogi spikerjev, kot v vlogi tekmovalcev, kot karkoli že. V vseh možnih vlogah, ja, poskuševalcev, vampov, jasno. Ja. Če smo že pri tem, Boštjan, si danes že tekel, to moraš še povedati? Ne, Marko, odkar sem prišel iz Francije, še nisem tekel. In ti damo, vsaj jaz ti dam, prosto še kakšen teden, Bog pomaga. Zdaj sem si malo časa, dejansko bi mogel po taki tekmi, ampak to se zmer znova narobe naredim, bi si mogel vzeti kakšen teden še počitka, pa si ga ne vzamem in en kup stvari, pa se pa to vleče 14 dni, da bi bilo prefertik. No. Ampak bolej, saj se nam namudim kabor. Glede na to, da se v kratkem muži gostilničarjeva hči, imaš zdaj druge skrbi, verjamem, ja. Moš pripraviti. Obleko moram še kupiti, Marko. Pa to je še najmanj, pa še vse ostalo. Verjamem, da bo fešta trajala 3 dni in 3 noči, saj to, kar Špartatlon rečemo vsaj. Boštjan, super je bilo tole, lahko bi še čvekala, kaj pa pozno v noč, pa bo rekla za danes konec, nadaljujeva kdaj drugič. Hvala za tvoj čas, za tvoje super zgodbe, anekdote, pa seveda cel kup uporabnih informacij, ki bodo marsikomu prav prišli. Ja, če bojo, me zelo veseli. Hvala pa tudi tebi za povabilo v tale prijeten klepet, ki so ga opravila. Tokrat ob vodi, naslednjič ob kozarčku, rdečega ali belega. Spoštovana publika. Tako, z mano je bil Ribenčan, Boštjan Šenlip, ja. Prvo ultra ime tega prelepega kraja. Želim ti pač izredno lepo poroko tvoje hčere, drage hčere, pa se vidimo, upam, da čim prej tam zunaj, na kakšnem maratonu. Ja. Obvezno. Najlepša hvala, Marko, in srečno! Srečno!